Jemljete CBD kapljice, pa imate občutek, da sploh ne delujejo. Preden jih vržete v predal ali pa smeti, ali zaključite, da CBD preprosto ni za vas, preverite teh 7 najpogostejših napak in nekatere med njimi pri uporabnikih opažamo vedno znova in znova. In številka 6 je po mojih izkušnjah ena najpogostejših. Sem Tomaž Rosič, ustanovitelj Behempija, delujemo na področju zdravja in dobrega počutja. Naše stranke so predvsem ljudje, ki se soočajo z izgorelostjo, težavami s spanjem, anksioznostjo, kronično utrujnostjo, stresom in drugimi obremenitvami. In v 12 letih smo razvili posebno Behempi metodologijo, program, ki traja od 12 do 24 tednov in temelji na naravnih pristopih ter podpori posamezniku na poti do več ravnovesja, notranjega miru, energije, kakovostnejšega vsakdanjega življenja. S konopljo in konopljinimi izdelki se ukvarjamo že od 2014. V vseh teh letih smo bili v stiku z ogromnim številom uporabnikov ter pridobili veliko praktičnih izkušenj z njihovimi potrebami, vprašanji in izzivi. Zato vam danes ne bom razlagal samo, kaj je CBD. Pokazal vam bom predvsem napake, zaradi katerih ljudje pogosto ne dobijo tistega, kar so od porabe pričakovali. Prva napaka, pričakujete učinek takoj. Je pravzaprav, ljudje začnejo uporabljati CBD in pričakujejo takojšen rezultat. Vzeli so nekaj kapljic in danes, jutri pa že ocenjujejo, a stvar deluje ali pa ne, ampak pri dobrem počutju pogosto iščemo bližnjice, kjer jih preprosto ponavadi ni. In to je približno podobno, kot če smo šli dvakrat v fitnes, stopili pred ogledalo in rekli, ne deluje. Telesu moramo dati čas, hkrati pa spremljati, kako se odziva. Zato ne delajte prehitrih zaključkov samo na podlagi ene uporabe ali par dnevne uporabe. Druga napaka, ne prilagodite si količine uporabe. Druga napaka je pravzaprav, da ljudje pričakujejo, da obstaja ena univerzalna količina CBD-ja, ki je prava za vse, vendar ljudje smo različni, razlikujemo se po teži, življenjskemu slogu, občutljivosti, razlogu uporabe, endokannabinoidnem sistemu in številnih drugih dejavnikih. Zato pristop, moj prijatelj uporablja toliko kapljic, bom tudi jaz, ni najboljši. To je približno podobno, kot če bi prijatelj nosil številko, če je bilo 45 in bi zato tudi vi kupili jih 45, mogoče vam bodo prav, pri tej verjetneje pa ne. Pri uporabi je zato pomembno upoštevati navodila izdelka in spremljati odziv, in če niste prepričani glede uporabe, je boljše vprašati, kot pa ugibati. Tretja napaka, CBD uporabljate neredno. To je nedoslednost. Danes uporabljate CBD, jutri ga ne uporabljate, potem 2 dni nič, v nedeljo se spomnite, naslednjič pa v sredo. In potem po 2 tednih rečete, pri meni ne deluje. Težko ocenimo karkoli, če nimate neke osnovne doslednosti. Enako velja pri številnih drugih navadah. Če želite oceniti, ali vam jutranji sprehod koristi, ga ne morete narediti 2-krat na mesec in pričakovati jasnega odgovora. Kot pravi pregovor, ena lastovka še ne prinese pomladi. Pomembna je konsistenca, rutina. 4. napaka, ne veste, kaj dejansko kupujete. To se zgodi že pred porabo, pri samem nakupu na embalaži piše CBD, to še ne pomeni, da so vsi izdelki enaki. Poglejte deklaracijo, koliko CBD-ja dejansko izdelek ima, kakšna je koncentracija, kolikšna je količina izdelka, kakšna je sestava, kdo ga proizvaja, ali so informacije o izdelku jasne in transparentne. Ne kupujte samo odstotka ali lepe embalaže. Če kupujete avto, vas verjetno ne zanima samo njegova barva, zanima vas tudi, kaj je pod pokrovom. Pri CBD izdelkih naj bo podobno. 5. napaka, ne veste, kaj želite sploh podpreti. In prvo ljudje izberijo izdelek, šele potem razmišljajo, zakaj bi ga sploh rabili. Jaz bi to stvar obrnil, najprej se vprašate, kaj želim izboljšati pri vsakdanjem življenju in kaj je moj cilj in zakaj sploh razmišljam o CBD izdelku, šele potem se odločajte o izdelku. To je podobno kot navigacija. Če v navigacijo ne vnesete cilja, potem vas tudi najboljši avto na svetu ne more povedati, kam zavijete.
Najprej cilj, potem pot in šele na to pravo orodje. In 6. napaka, pričakujete, da bo CBD popravil slab življenjski slog. In to je po mojem ena najpomembnejši, nobeno prehransko dopolnilo ali izdelek ne more nadomestiti nekaj osnov. Če spite 5 ur, 4 ure, se nič ne gibate, ste ves dan pod pritiskom, slabo jeste in telesu ne omogočite regeneracije, se ne morete pričakovati, da bo CBD vam vse to kupil nazaj. CBD ni čarobna palčka, jaz pravzaprav na dobro počutje gledam kot na hišo, ki mora imeti dobre temelje, spanec, gibanje, kakovostna prehrana, regeneracija, obvladovanje in dobri odnosi. Dodatki so lahko podpora tej hiši, niso pa temelji. Če so temelji slabi, nima smisla naprej samo barvati fasade, zato vedno pogledajte širšo sliko. In 7. napaka. Nimate jasnega načrta in ugibate. Ljudje kupijo izdelek, ga odnesejo domov in začnejo eksperimentirati brez jasnega načrta koliko, kdaj, kako pogosto, zakaj, kaj sploh spremljati, in če po določenem času niso zadovoljni, potem izdelek preprosto zamenjajo. Včasih ni problem v samem izdelku, ampak kako smo se stvari lotili, zato pravim, ne ugibajte, ampak vprašajte. Če nekaj gradite brez načrta, boste mogoče prišli do cilja. Mogoče, ampak verjetno boste porabili več časa, denarja in živcev, kot bi bilo potrebno. In za konec ponovimo teh 7 napak. Če torej uporabljate CBD ali o njim razmišljate, si zapomnite teh 7 stvari. Prvič, ne pričakujte vsega takoj. Drugič, ne predvidevajte, da je enaka količina za vsakega primerna. Tretjič, ne uporabljajte izdelka popolnoma neredno in potem pričakujete, da se vam bo življenje spremenilo. Četrtič, preverite, kaj dejansko kupujete, ne samo glede na napis CBD-ja na embalaži. Petič, najprej razmislite, kaj želite podpreti in šele potem izbirajte izdelek. Šestič, ne pričakujte, da bo CBD nadomestil spanec, gibanje, prehrano, regeneracijo in druge temelje zdravega življenjskega sloga. In sedmič, ne ugibajte, imejte jasen način uporabe in se, kadar niste prepričani, posvetujte. Če bi moral vse skupaj povedati v enem stavku, bi nekako rekel tako: ne iščite čudežne kapljice, iščite dober sistem. CBD je lahko del tega sistema, ne more pa biti celoten sistem. Če niste prepričani, kateri izdelek oziroma način uporabe je za vas primeren, ne ugibajte. Kličite nas svetovalni center Be Happy na 080 34 29. Najprej se pogovorimo o tem, kaj želite doseči, nato pa vam pomagamo poiskati primeren naslednji korak. Če vam je bil video koristen, ga delite tudi s kom od vaših, ki CBD že uporablja ali mogoče razmišlja, in se naročite na kanal Be Happy za več praktičnih vsebin o konoplji, dobremu počutju in zdravemu življenjskemu slogu. En lep pozdrav!